Nogometni navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Še teden dni nas loči od konca prvenstva. Čez teden dni bomo izvedeli, kdo bo prvak jubilejnega 30. državnega prvenstva. In eden izmed 3 kandidatov za naslov prvaka je tudi Maribor. Maribor najprej čaka na Gorico. Lepo pozdravljeni torej iz Ljudskega vrta, kjer nas prav gotovo čaka zanimiva tekma med trenutno drugouvrščenim Mariborom in zadnje uvrščeno Gorico. Pa si pogledajmo pare 34. kola. Aljoša Matko je hiter, to vemo, tam ga Mevlja drži za roko. Matku se je uspelo izviti iz tega prijema. Zdaj so se Novogoričani vendarle že uspeli postaviti, tole ni bilo niti približno nenevarno. Morda kaj zamudili, ampak vseeno Maribor uspeva ustajati v vrhu, sedaj pa je v tej tranziciji tudi selekcioniranje igralcev. Kakšnih prestopov v poletnem obdobju. Rudi Požek Vancaš, lepo je zdaj našel Repasa, 1-0. Jan Mlakar je strelec v 11. minuti. Tole je bila krasna akcija mariborske zasedbe. Novogoričani so zaspali v obrambi in Maribor je prišel zelo zgodaj do tistega, kar je iskal na današnjem srečanju. Ja, Mariborčana je uspela izjemna akcija, verjetno Uskokovič in Martinovič sta nekako slabše pokrita, no, tu dobro prestrežena žoga. Požek Vancaš, ki je dobro začel akcijo za zadetek, pa tudi zdaj lepo podal, ampak iz prostih strelov Novogoričani za zdaj še brez pravih priložnosti, morda zdaj v 24. minuti Kačinari v kazenski prostor. Dobro se jim je šlo. Matko podal kazenski prostor, tam je bil na drugi vratnici povsem sam Rudi Požek Vancaš, ampak žoga do njega ni prišla. Vrhovec v kazenskem prostoru in tole je 11 metrovka. Lahko rečem, da se je prikradel vrhovec mimo Mavretiča. Ta je potem zelo naivno posredoval in takole na oko se je zdelo, da povsem pravilna sodniška odločitev. Se bo odločil za predčasno reakcijo. Brez težav Jan Mlakar, Maribor vodi z 2-0 in v tem trenutku je Mihael Antič odpiskal konec prvega polčasa, ki so ga Mariborčani dobili z lepo prednostjo, čeprav večji del sredo igrali na gostovanju pri Kopru, srečanje 35. kola. Strel zdaj, morda bo tisto srečanje še odločalo tudi o državnem prvaku. Repas podaja proti najprej Matku. Požek Vancaš je pri žogi. Matko je lepo utekel, priložnost za Aljošo Matka. Na koncu dobra obramba Likarja. Kronaveter. Pa še enkrat Repas. Repas ima precej prostora, krasno Jan Repas. Ogromno prostora mu je dovolila novogoriška obramba in potem, ko je v prvem polčasu upisal podajo, zdaj Jan Repas tudi z zadetkom. Dolgo časa je čakal na to, da je upisal novo podajo od 23. kola, zdaj pa še njegov 6. prvenstveni zadetek to sezono in zdaj se je spet izenačil z Janom Mlakarjem. Letošnji sezoni Tavares z enim samim golom, morda pa ima do konca današnje tekme priložnost, da doseže še kakšnega. Prav proti Tavaresu gre žoga. Tavares strelja malce mimo leve vratnice Uroša Likarja. Begič poskuša proti Kodermanu, dobro je prodrl Begič v kazenski prostor, potem pa ena zadnjih akcij za Maribor na današnjem srečanju. Kronaveter. Še vedno poskušajo vijoličasti morda doseči kakšen gol. Odbija Likar. Pa jaz bi prvi vrsti čestito igralcem, bi rekel taka izkontrolirana, izgarana tekma. Mislim, da zaslužena zmaga, mislim, da celo največja v tem spomladanskem delu. Zelo me veseli, bom rekel, požrtvovalnost, disciplina v fazi obrambe. Že kar nekaj tekem, bom rekel, imamo 0 zadaj, kar mi je zelo pomembno, da ohranjamo neko disciplino. Sigurno spredaj, tako kot vedno v vsakem procesu, bo še vedno nekaj zmanjkalo, ampak mislim, da ko potegnemo črto, zaslužena zmaga in še enkrat čestitke igralcem. Mi smo se danas pripravljali za jednu mnogo dobru ekipu koja se bori za prvo mesto
i sigurno da načrt igre nije bio takav da imali smo jasan plan igre, bez igrati jednostavno, loptu jednostavno spraviti naprej i u prvom polučasu smo naredili ogromno število napaka. Ne može da se desi da jedna prvoligaška ekipa koja se bori za opstanak, prvi gol primi iz kontranapada, iz jedne tranzicije. To je nedopustivo. Drugi gol je u 45. minutu, u poslednjem minutu tekme, penal. I onda mislim da je utakmica već tad bila odlučena. Tako da nije bio takav plan igre. Momci su pokušali posle prvog gola da kontrolišu igru, da pokušamo da kroz kontrolu dođemo do neke stvorene šanse. Međutim, nismo uspeli. Maribor je izuzetno dobra ekipa, igraju sve bolje, imaju ogromno število kakovostnih igralce koji mogu tako sami da rešiju tekmu i to bi bilo to je taj, tako da Maribor zaslužena zmaga a mi se okrećemo dalje.